Ljubezen ne pozna meja, ne jezika in ne kulture. Včasih se zgodi na nepričakovanem kraju ob nepričakovanem času. Prav to se je zgodilo Gašperju Remsu in njegovi ženi Brooke. Gašper je gluhi Slovenec, Brooke pa slišeča Američanka. Prvič sta se spoznala aprila 2023 v Cipru pred 3 leti. V Cipru je takrat potekala konferenca o prevodu Biblije. Zbrali so se udeleženci iz 40 različnih držav, skupaj okoli 150 gluhih. V tistem času sem 2 leti delal na projektu prevoda Svetega pisma v slovenski znakovni jezik. V tistem obdobju so me enkrat povabili na to pomembno konferenco. Jaz sem na tej konferenci delala kot tolmačka za mednarodni znakovni jezik. Nisva se veliko srečevala, prvič sva se srečala v kuhinji. Gašper se je moral dogovoriti nekaj s šefom kuhinje glede jedilnika, da bi se uskladil z njegovimi potrebami. Tam je bilo, mislim da, okoli 36 tolmačev, vendar so izbrali mene, da tolmačim Gašperju, in tako sva se spoznala. Želela sem ga bolje spoznati, pa tudi njegovo ekipo prevajalcev z Balkana, saj so se mi zdeli zelo zanimivi. Zanje sem se začela zanimati, jih spraševala, nato pa so me tisto noč povabili, da se jim pridružim. Nato ves teden nisva imela stika in sva se znova povezala šele zadnji dan. Gašper je dolgo iskal pravo dekle in je bil v ljubezni velikokrat razočaran. V nekem obdobju svojega življenja se je odločil, da bo začel razmišljati drugače. Sprva je imel dvome in ni bil prepričan, ali lahko zaupa svojemu občutku. Iskreno, ob prvem srečanju nisem bil pretirano navdušen, vse skupaj se mi je zdelo precej običajno. Spomnim pa se, da sva na konferenci sedela pri mizah blizu drug drugega. Opazoval sem jo in razmišljal, ali je prava zame. Pri tem pa sem bil kar precej v dvomih. Videl sem, da je bil ob njej neki moški, s katerim se je veliko pogovarjala. Ker me ni pogledala, sem pomislil, da se zanj zanima in da zato noče govoriti z mano. Postal sem celo malo ljubosumen. Želel sem se z njo pogovarjati, a je ves čas klepetala z njim. Zato sem bil prepričan, da nekaj imata. Kasneje se je izkazalo, da sta le dobra kolega in da je tisti moški poročen. Moja sodelavka Daša je bila tudi zraven in njena otroka tudi. Opazoval sem, kako se otroka in Brooke igrajo, in mi je to bilo všeč. Ko sem jo opazoval med igro z Oliverjem, sem jo tudi fotografiral in potem sem jo vprašal, ali bi želela, da ji pošljem slike. Rekla je da. Tako da sem jo prosil za telefonsko številko in sva si jo izmenjala in ji poslal slik. Niti sanjalo se ji ni, da imam načrt. Nisem vedela, kaj si on želi, ampak sva si vseeno izmenjala telefonski številki in sem bila vesela novega prijatelja. En teden ni bilo nič, ker se je ona vrnila domov, jaz pa nazaj v Slovenijo. Potem sva navezala stik, začela klepetati in se pogovarjati po videoklicih po zelo veliko ur. Po 4 ali 5 mesecih sva začela hoditi. To je bilo poleti. Komunikacija v partnerski zvezi je včasih res velik izziv, zlasti če sta partnerja gluh in slišeča ter prihajata iz različnih kultur in jezikovnih okolij. Gašper in Brooke se večinoma pogovarjata v mednarodnem znakovnem jeziku, vendar pravita, da se tako ne moreta izražati iz srca. Pri sporazumevanju uporabljata tudi prevajalsko tehnologijo. Postopoma sta tudi ustvarila svoj mešani jezik, danes pa največ uporabljata ameriški znakovni jezik, saj se Brooke po selitvi v novo državo najlažje izraža v tem jeziku. Odraščala sem ob ameriškem znakovnem jeziku. Uči se ga tudi on, kar mu pomaga, da se lažje sporazumeva z mojo mamo. Zdaj bi rada zavihala rokave in se naučila slovenskega znakovnega jezika. Ampak je težje, ker naju je ASL že zasvojil.
Kar se tiče ovir pri komunikaciji, se spominjam enega primera. Ena kretnja ima več pomenov. Na primer, ta kretnja, to pomeni morati in tudi potrebovati. Enkrat sva se sprla, ker sem mislil, da moram nekaj narediti. In sva se kregala. V bistvu je potrebovala samo nekaj malenkostnega. To je bil najin prvi prepir. Nič mi ni bilo jasno. Naslednji dan, ko sva se pomirila, nama je bilo jasno. Jasno sporazumevanje je zelo pomembno, bolj poglobljeno in ne samo na kratko, ampak bolj pojasnjevati. Res pa opažam, da je pri gluhih v Sloveniji tipično, da ko pridejo tujci, se jim samodejno prilagodijo. Ne držijo se slovenskega znakovnega jezika. Tudi ko se pogovarjajo v slovenskem znakovnem jeziku, počasi začenjajo kretati tudi mednarodno. Ne držijo se čisto svojega jezika. Bilo bi pa dobro, da prihajava v družbo starejših, ki ne znajo mednarodnih kretenj, ker bi sam težko pretvoril v slovenski znakovni jezik. Jaz mislim, da se dobro sporazumevava. Navajena sem se sporazumevati z ljudmi iz različnih držav. Midva se več pogovarjava v mednarodnem znakovnem jeziku in imava tudi svoj jezik. Bruk prihaja iz gluhe družine, Gašper pa iz slišeče. Težko pa je, ko imamo družinsko kosilo. Njegova družina govori slovensko in tudi angleško. Midva pa kretava, ne govoriva slovensko, kar pomeni, da se moramo usklajevati glede jezika. Včasih moja družina govori angleško in mi ona prevaja, ko pa govorijo slovensko, pa ji prevajam jaz. Njegov oče ne govori angleško, zato je včasih izključen, ko se pogovarjamo angleško. Delam na tem, da bi počasi razumela slovensko in mi kar gre. Ampak zelo težko se izražam z govorom. Gašper in Bruk prihajata iz različnih držav in kultur. Selitev v Slovenijo je za Bruk pomenila veliko prilagajanja na nove navade, družinsko življenje in drugačen vsakdan. V novem okolju postopoma dobiva občutek domačnosti. Zanjo je eden največjih izzivov učenje novega jezika. Pred selitvijo v Slovenijo je 4 leta živela v Romuniji. V Romuniji je kultura zelo drugačna od ameriške. Ko sem se preselila sem, v Slovenijo, sem imela občutek malo podoben mojemu doma v Kaliforniji. Šport, gore, občutek svobode. Njena družina je manj številna, moja pa bolj. Če jih povabim k nama domov za božič, je polno, veliko ljudi. Prvič se je počutila malce zmedeno. Veliko ljudi se je naenkrat pogovarjalo, bili so glasni. Spomnim se, da je bilo na začetku težko, ampak počasi smo se navadili. Resnično sem hvaležna njegovi družini, ker so me zelo srčno in toplo sprejeli in smo se res povezali. Moja družina je bila ožja, z mamo sem odraščala, imam brata in očeta. Samo mi 4 smo bili, njegova družina pa ogromna. Za mojo družino je tipično, da imamo vsako nedeljo skupaj kosilo, kjer se zberemo pri starših doma. In to ji je všeč, ker smo tako bolj povezani kot družina in nismo odtujeni.
Odkar sem v Sloveniji, so me ljudje zelo lepo sprejeli in smo se res povezali. Obožujem naravo v Sloveniji, zelo mi je zanimiva. Gore so čudovite in so vsak dan videti malo drugače. Res je zelo lepo. Odkar sem se preselila sem, je moj cilj, da se naučim slovenskega jezika. Delam v različnih jezikih. Prvič sem videla, da ni enostavno in da se je težko osredotočiti samo na slovenščino. Ampak zdaj tu živim že 2 leti. Vem, da se je lahko naučim. Udeleževala sem se različnih tečajev in tudi 1 na 1 sem se učila. Trenutno znam dovolj za raven A1. Lažje berem in poslušam, govoriti pa mi je še vedno težko. Mislim, da lahko povem posamezne besede, sestavljanje stavkov pa mi še ne gre najbolje, prav tako je zame težko sklanjanje. Slovenski znakovni jezik mi gre za zdaj dobro, vendar mislim, da je zelo pomembno, da sem čim več med gluhimi v Sloveniji. Z Gašperjem sva med gluhimi približno 3 ali 4 na mesec. Moj cilj je, da se pridružim društvu gluhih in se čim pogosteje udeležujem dogodkov. Ko sem se preselila v Slovenijo, me je najbolj šokiralo to, da so ob nedeljah vse trgovine zaprte. To je čas, da si ljudje vzamejo čas zase, se umirijo, preživljajo čas z družino. Tako lahko tudi prihranimo denar, da ne zapravljamo za nepotrebne stvari. Bolj si vzamemo čas za družino, počivamo. Poročila sva se na soboto in sva imela ogromno dela. In zato prej nisva kupila hrane, zato sva bila v nedeljo lačna, ker je bil hladilnik prazen. Bruk in Gašper sta se soočala tudi s stereotipi okolice, da slišeča in gluha oseba ne moreta biti skupaj, da taka zveza ne deluje. Vendar z njuno ljubezensko zgodbo in pogumnim premagovanjem ovir dokazujeta, da je vse možno, če je želja in volja. Gašper priznava, da je imel sprva veliko dvomov, saj je kultura slišečih drugačna od kulture gluhih. Moja žena Bruk je slišeča in zame je to v redu. Pozna kulturo gluhih, zna kretati in je z znakovnim jezikom odraščala zaradi svoje mame. Je koda in je tega načina sporazumevanja navajena. Ko sem jo spoznal, je sporazumevanje med nama potekalo v redu. Enako je tudi danes. Doma večinoma kretava, včasih tudi govoriva, vendar več kretava. Ne vidim prave razlike in imam občutek, kot da je tudi ona gluha. Enako je bilo pri meni. Veliko ljudi mi je govorilo, da ne morem biti z gluhim. Vedela sem, da sem lahko.
Imam slišeče prijatelje, ki so poročeni z gluhimi, ali obratno. Globoko v sebi sem si vedno želela, da bi bil moj mož gluh, in sem vesela za Gašperja. Občutek imam, da se z njim bolje sporazumevam, kakor s slišečimi, ki me ne razumejo, ker sem odraščala med gluhimi in v kulturi gluhih, on pa me razume. Zaroka in poroka sta pomembna trenutka v življenju vsakega človeka. V Sloveniji so mladi pogosto samo v partnerski zvezi, preden naredijo ta korak ali pa ga sploh ne naredijo. Brooke si je pred selitvijo želela, da bi bila njuna zveza resna in formalno sklenjena s poroko. Veliko sva se pogovarjala o tem, ampak jaz sem navajen slovenske kulture in nisem vedel, ali bi bilo prehitro, če jo takoj zaročim. Bil sem v dvomih, ampak sva se veliko pogovarjala in se globlje spoznala in sem videl, da res paševa skupaj. Še vedno sem dvomil glede zaroke, ampak so me moji starši podprli, ker me poznajo. Tako sem se potem odločil, da jo zaprosim, in rekla je da. Na srečo sem imel eno gospo, ki nama je pomagala pri predpripravah na poroko. Če nje ne bi bilo, bi nama bilo težko zaradi razlik v kulturi, težje bi bilo. Na najin poročni dan je bila komunikacijska dostopnost zelo pomembna za vsakega posameznika, ki je prišel. Se pravi, moja družina uporablja ameriški znakovni jezik, prijatelji iz Romunije pa romunski znakovni jezik, njegova družina pa slovenski jezik, gluhi pa slovenski znakovni jezik. Matičar je govoril slovensko, tolmačka je tolmačila v slovenski znakovni jezik, matičarjeva žena pa je prevajala v angleščino. Tolmačka je iz angleščine prevajala v ameriški znakovni jezik in še ena je prevajala v romunski. Veliko jezikov je bilo. Ja, na najini poroki so bili 4 tolmači. Malo me je bilo strah, ker to ni moja kultura, nisem vedela, kako se slovenske poroke odvijajo. Ampak najbolj važno je bilo, da sva bila midva skupaj. Na poroki sem čisto pozabil na vse druge, najpomembnejša sva bila midva. Vsi so se res prilagodili jezikom, da je bilo vsem jasno. Da bi se odnos lahko razvijal in ostal trden, je pomembno, da si partnerja vzameta čas drug za drugega in da ga kakovostno preživljata skupaj. Rada bereva Sveto pismo in raziskujeva, on pa ilustrira. Trenutno veliko ilustrira v povezavi z zgodbami iz Svetega pisma. Žilico ima za to, zelo mi je všeč. Včasih mu tudi povem svoje ideje in on jih ilustrira. Rada tudi hodiva v naravo, ampak bi si želela več tega vsak dan. Hodiva tudi v hribe, sva z družino ali pa sestavljava puzle, kuhava. Tudi sadiva, kar obožujem pri slovenski kulturi, da si lahko sama pridelujeva hrano. Tega me je naučila njegova mama in po spletu sem tudi raziskovala. Skupaj rada tudi fotografirava. Zelo rada ustvarjava izdelke iz lesa. Na primer, vzameva kos lesa in z žganjem piševa ali riševa po njem, to sem že preizkusil. Skupaj sva se udeležila tudi delavnic ustvarjanja z lesom, kjer sva delala ročno.
Ročno delo nama je zelo pri srcu in se rada udeležujeva različnih dejavnosti. Zelo rada se tudi pogovarjava po več ur. Odpirava teme, na primer, kar ona posluša na YouTubu in kar je novega in zanimivega, mi to razlaga in debatirava o teh temah. Zanimive stvari se pogovarjava. V odnosih so prepiri nekaj običajnega in povsem zdravega, vendar je pomembno, da jih znamo tudi rešiti in odpustiti. Poglejmo, kako se Gašper in Brooke soočata s tem, ter kakšen je njun recept za srečen zakon in zdrav odnos. Seveda se tudi prepirava, kar je povsem normalno, a ne vsak dan zaradi iste stvari. V takih primerih skušava ugotoviti, kje je problem, od kod izvira, in ga razčistiva, da vidiva, da gre le za malenkost. Potem je vse spet normalno. Ne prepirava se ves čas, tega tudi ne bi želela. Sva ekipa in skupaj skušava odkriti, kje tiči problem, ter ga rešiti. Midva se ne prepirava zares, ampak greva skupaj, podpirava drug drugega. Midva sva ekipa, drživa drug z drugim. Mislim, da nama je Bog res pomagal, da sva se našla. Življenje ni enostavno. Treba se boriti s težavami in takrat moliva k Bogu, da nama pomaga. Poslušava drug drugega, odpirava drug drugega in si odpuščava. Najpomembnejše je znati odpustiti in da sva enakovredna, da spoštujeva drug drugega. Ko žena potrebuje ljubezen, ji jo dam. Jaz pa potrebujem spoštovanje, ki mi ga ona daje. Tako se drug od drugega učiva. On je tudi moj najboljši prijatelj. Ne morem biti dolgo jezna nanj. Nanj vedno gledam kot na najboljšega prijatelja, si odpuščava in pozabiva nesporazume. Življenje je prekratko, da bi ves čas imeli težave, saj to vpliva na zdravje, povzroča stres in slabi odnose. Tega nočeva. Težave želiva rešiti in tako izboljšati najin odnos. Ko sem odraščala, je bilo doma vsak dan veliko prepiranja, česar si nisem želela za svoj dom. Želela sem si le mir. Če imate partnerja ali ste poročeni, je v odnosu najpomembnejše sporazumevanje. Ne obupajte, če je partner kdaj tečen. Včasih je treba malo potrpeti in vztrajati, da se problemi razčistijo. S pogovorom lahko hitro ugotovite, da gre v resnici le za malenkost. Opazila sem, da je v današnjem svetu preveč problemov, ampak verjamem, da vas ima Bog vse rad in tudi naju. Samo iščite svetlobo in našli jo boste. Zelo sem vesela in hvaležna, da živim tukaj, v Sloveniji. Še posebej pa, da sem poročena z Gašperjem, mojim najboljšim prijateljem, ki me vedno podpira. Veliko časa preživiva z njegovo družino. Ljubezen je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi človeku, in če jo znamo negovati, lahko traja večno.